Pozdravljeni v novem Q&A-ju. Danes imamo vprašanje glede diabetesa. Zakaj nastane z vidika AIQ metode? Stara sem 33 let, diabetik tipa 1. Diagnozo sem dobila pri 21 letih po daljšem stresnem obdobju. Diabetik tipa 2 je tudi moja mati, po 30. letu pa je bil diagnosticiran tudi mojemu bratu, tudi tip 2. Drugače sem mama 2 predšolskih otrok. Do vaše metode sem prišla ravno zaradi otrok, saj ima mlajši fantek težave z dihali. Izvedela sem že ogromno koristnih stvari med poslušanjem vaših podcastov in doživela že kar veliko aha trenutkov. Vprašanje o diabetesu pa žal še nisem zasledila. Zanima me predvsem, ker bi rada slišala vaš vidik, prav tako pa imam tudi strah, da bi se diabetes razvil tudi pri katerem od mojih otrok. Zdaj, na začetku bom prebral v bistvu, kaj sploh je sladkorna bolezen tipa 1 in tipa 2, da bo jasneje, o čem govorimo. Pri sladkorni bolezni tipa 1 telo ne proizvaja inzulina, bolniki pa morajo za preživetje uporabljati injekcije inzulina. Bolnikovo telo s sladkorno boleznijo tipa 2 pa ne more učinkovito uporabljati lastnega inzulina, bodisi zato, ker ga ne proizvaja dovolj, bodisi zato, ker se celice telesa postanejo odporne na inzulin, ki ga tvorijo. Ljudje s tipom 2 lahko nadzor nad krvnim sladkorjem uporabljajo kombinacijo prehrane, telesne vadbe, peroralnega zdravljenja in injekcij inzulina. Tip 1 ne bi bil avtoimunski. Sladkorna bolezen tipa 1 je avtoimunsko stanje, pri katerem imunski sistem cilja celice, ki proizvaja inzulin v trebušni slinavki. Ima genetsko komponento, vendar genetika ne igra edine vloge. Menimo, da lahko izpostavljenost dodatnemu okoljskemu dejavniku sproži imunski odziv, ki na koncu uniči celice trebušne slinavke, ki proizvaja inzulin, pravi endokrinologinja Sarah Rettinger. Zdaj, z vidika tipa 1 spet AIQ gleda predvsem na to, da je stanje v telesu posledica stanja v okolju, ki je skozi čas, prej ali kasneje, hitreje ali počasneje, pride iz okolja v notranjost telesa in zaradi osmoze ter potrebe po izenačenju koncentracij snovi in energije v notranjosti telesa ustvarja kopijo zunanjega okolja. Zdaj, seveda, notranjega stanja se lahko bolj ali manj zavedamo, enako se lahko zavedamo bolj ali manj stanja okolja, v katerem smo. Koliko se zavedamo stanja okolja, v katerem smo in tega, kako smo mi v tem okolju, je odvisno od ravni senzorne amnezije. Zdaj, višja, ko je senzorna amnezija, manj točne podatke imamo, kako smo in kje smo in v čem smo, kar seveda pomeni, da zaradi senzorne amnezije tudi lahko razvijemo sposobnost, da okolje dojemamo relativno, se pravi, da ga dojemamo dosti bolj ali manj drugače, kot je v resnici, ali pa z drugim besedam lahko rečemo, da se na okolje navadimo in se z njimi na njega navadimo in se z njim sprijaznimo. In zdaj, če se mi na zavestni ravni sprijaznimo z določenim okoljem, da pač tako je, kaj pa lahko naredimo, ali pa lahko bi bilo slabše in podobno. In to relativno razumevanje okolja razvijemo na zavestni ravni, se pravi tistega, česar se zavedamo, pa to na noben način ne pomeni, da se je s takim okoljem sprijaznil tudi naš telo, oziroma ker se more sprijazniti zaradi tega, ker naša zavest nič ne naredi učinkovitega, da bi se to okolje spremenilo, ali skozi boj ali skozi beg, se pravi boj, s katerim poskušamo vplivati na okolje, da ga spremenimo v drugačnega, ali pa beg, da pobegnemo ali odidemo, se premaknemo stran iz tega okolja v drugačno, boljše okolje, je potem ostane samo še adaptacija na
to okolje takšno, kot je. In seveda v takem primeru pride do kroničnega vpliva okolja na delovanje telesa, ki pa seveda ta nered iz okolja ali pa mogoče bi bilo celo boljše, da rečem, določen red, po katerem okolje deluje, prenese tudi v notranjost telesa. In pri sladkorni bolezni je po AIQ-ju glavni razlog, zakaj pride do nje, ravno to, da se oseba ne sme odzvati na stanje v okolju z bojem ali begom, ker boj ali beg oboje omogoča osebi, da aktivno vpliva na okolje in ga spremeni iz neprimernega v manj neprimerno ali pa bolj primerno. Seveda zdaj, če hočemo to narediti, je potrebno pa uporabiti agresivna čustva, agresivno vedenje, agresivne vplive, naj si bo besede, poglede, izraze na obrazu, dejanja, premikanje tako ali drugačno, s katerim v bistvu se odzivamo na stanje v okolju in postanemo proaktivni glede tega, kako ne bi vplivali na okolje, da bi se okolje postopoma hitreje ali počasneje spreminjal iz neustreznega v ustrezno. Zdaj, ker kakšen je normalen telesen odziv, ko smo v okolju, ki nas moti, ovira, ogroža ali omejuje, je, da se dvigne mišična napetost, da se poveča produkcija življenjske energije skozi Krebsov cikel, kar pomeni, da se sladkor, ki pride v celice, v pogojih, ki vladajo tam, se pravi dovolj prisotnosti kisika, električen signal, se pravi napetost skozi tonus mišic, pride do tega, da se ATP spreminja v ADP in ta razlika v eni fosforni vezi se spremeni v energijo, lahko rečemo temu kinetično ali pa potem tudi potencialno energijo, ki jo čutimo pol v trebuhu, v prsnem košu, v glavi, v določenih delih telesa, imamo vroče roke, vroče noge, imamo občutek, da smo napeti, jezni, besni, živčni, anksiozni, pripravljeni na neko dejanje, naj si bo boj ali beg. In zdaj seveda, če je tak naš normalen, spontan in potreben, primeren odziv neustrezen glede na delovanje okolja, v kakem okolju oseba živi, je lahko ta sicer pravilen, naraven in zdrav odziv aktivira nezdrave odzive okolja, kar pomeni, da oseba začuti, spozna in prepozna, da kljub temu, da se odziva spontano in avtentično in tudi dolgoročno pravilno, zato da gre ven iz nemoči, da spremeni okolje iz tistega, ki ga moti, ovira, ogroža ali omejuje, v tistega, ki ga manj moti, manj ovira, manj ogroža in manj omejuje, ali z bojem ali z begom, potem oseba spozna, da takšen odziv telesa ni primeren, ni dober in na tak način v bistvu potem okolje vpliva na to, da se določeni življenjski procesi, zdravi, normalni življenjski procesi v telesu spremenijo v manj zdrave, manj normalne ali pa nenormalne procese v telesu. In eden od njih je tudi to, ali trebušna slinavka tvori inzulin ali ne, ker lahko tudi vidimo, da pride da imunski sistem cilja celice, ki proizvaja inzulin v trebušni slinavki, in se potem lahko vprašamo, zakaj bi telo, če bi bilo vse v redu, delovalo na tak način, da bi bilo samodestruktivno, ali pa se vprašamo, ali je mogoče okolje, v katerem telo živi in od katerega je telo odvisno, prepoznalo, da če hoče preživeti, more zmanjšati sposobnost agresivnega odziva na tisto, kar ga moti, ovira, ogroža in omejuje. In seveda v takem primeru pa potem dosti hitro postane logično dejanje avtonomnega oziroma imunskega sistema te osebe, ki dejansko ščiti osebo pred poškodbami, pred boleznijo, pred napadi, takimi ali drugačnimi, fizičnimi, spolnimi, čustvenimi in drugimi, ki so seveda za osebo nevarni in ji
otežuje življenje. In zdaj, če oseba nima dovolj inzulina ali pa inzulina ne proizvaja, potem je seveda tudi delovanje spreminjanja sladkorja v življenjsko energijo v celicah bistveno oteženo, kar pomeni pa, da je sposobnost produkcije življenjske energije pri taki osebi zmanjšana, in manj ko ima življenjske energije, lažje kontrolira agresivna čustva in lažje se prilagodi, sprejme in navadi na svojo vlogo v takem okolju in v bistvu ustvari občutek, da tako pač je, drugače ne more biti, oziroma bi bilo slabše. In v tem vidi AIQ razlog, zakaj pride do sladkorne bolezni tipa 1, zakaj okolje dovolj močno in dovolj dolgo vpliva na telo, da po diktatu okolja telo potem ustvari določeno stanje v telesu, ki omogoča ali pa povečuje ali pa olajšuje preživetje tega telesa v takem okolju. Podobno recimo, če si boste lažje predstavljali, da pač, ne vem, Slovenija ima neke svoje zakone in pravila, po katerih deluje, ki pa niso usklajeni z recimo z prakso Evropske unije, in potem Evropska unija pošlje diktat, da moramo določena pravila, določene zakone, določene procese, ki so v Sloveniji bili spremeniti, ali pa bomo trpeli razne takšne ali drugačne kazni oziroma negativne posledice, in potem zaradi pritiska okolja Slovenije, se pravi Evropske unije, spremenimo delovanje določenih sistemov znotraj Slovenije, da se prilagodimo Evropski uniji in smo takšni, kot Evropska unija od nas zahteva ali pa Evropski uniji ustreza. In potem lahko marsikakšna stvar, ki smo jo imeli dobro ali bolj celo urejeno, kot je v Evropski uniji, se mi odpovemo, jo pustimo za seboj, in čeprav nas to moti, ovira, ogroža ali omejuje, se pač na ta način prilagodimo in ostanemo del skupnosti, od katerega imamo tudi seveda določene koristi, ne pa samo škodo. Potem imamo pa še tip 2. Sladkorna bolezen tipa 2 ima močnejšo genetsko komponento, povzroča pa je zapleteno medsebojno delovanje genov in okolja, vključno z izbiro življenjskega sloga, kot sta hrana in vadba. Oseba s sorodnikom prve stopnje s tipom diabetesom tipa 2 ima 5 do 10krat večje tveganje za razvoj bolezni kot oseba iste starosti in teže brez enake družinske anamneze, pravi Rettingerjeva. Tukaj je podobno, podobno kot pri tipu 1, samo da so pač je manj močen odziv, oziroma pride do tega, da se odpornost na inzulin v celicah ali pa neprimerna raven inzulina v krvi določa, kakšna bo učinkovitost spremembe kemične energije, ki je v krvi, oziroma, če sem še bolj specifičen, diabetes tipa 2 ali pa sladkorna bolezen tipa 2 zmanjšuje učinkovitost spreminjanja potencialne energije, ki jo ima kri, v življenjsko energijo, ki jo potem iz krvi proizvaja tkivo, in ta življenjska energija osebi omogoča, da živi in seveda s tem, seveda, da tudi ima čustva, ima občutke in da čustva in občutke uporablja za vpliv na okolje, za vpliv na svoje življenje in seveda tudi za vpliv na življenje drugih ljudi. Tako da z vidika AIQ-ja je za to, da ne zbolimo ali ne razvijemo diabetes tipa 2 in deloma tudi seveda tipa 1, je nujno to, da okolje, v katerem tak otrok ali taka oseba živi in dela, zdaj tukaj sprašujete, da kako zmanjšate verjetnost, da bi otrok zbolel ali pa razvil enako ali pa podobno sladkorno bolezen, je definitivno to, da se starši, ki najbolj vplivajo na kvaliteto
okolja, v katerem otrok živi, ali je to okolje bolj ali manj zdravo, ali je bolj napeto, manj napeto, ali je več toksičnosti ali manj toksičnosti, da starša dvigujeta lastno čustveno zrelost, ker z višjo čustveno zrelostjo in nižjo senzorno-motorno amnezijo, ki je nujen del procesa dviga čustvene zrelosti po AIQ metodi, bo ta starša vedno bolj opazila in razumela, zakaj sta ona dva ali eden od njih šel v takšno adaptacijo svojega vedenja in delovanja, da je razvil sladkorno bolezen. In bolj, ko bo razumel čustva, bolj, ko bo zaznal pri sebi, zakaj je s spremembo funkcije spremembo funkcije inzulina in presnove sladkorja oziroma spreminjanja potencialne energije krvi v kinetično energijo, ki jo telo proizvaja. Bolj, ko bo to razumel, bolj bo lahko v bistvu svojo jezo, svojimi agresivnimi čustvi urejeval okolje, v katerem živi njegov otrok, da bo to okolje bolj zdravo. In bolj, ko bo okolje zdravo, tukaj seveda ne govorim samo na to, ali uporabljate barve, ki nimajo svinca, ali imate dovolj svetlo sobo, ali ima otrok mir, ampak je tudi zdravo okolje veliko več kot to. Še posebej je najbolj pomembno, kak je zdravo uporaba in izražanje ter učinkovitost izražanja čustev in koliko lahko otrok v bistvu izraži svoje spontano in avtentično agresijo, ko ga nekaj moti, ovira, ogroža in omejuje, in koliko bo starš to prepoznal kot pogovor, kot napotek, navodilo, sugestijo otroka, ki staršu kaže in razlaga, kaj starš dela narobe in kaj v okolju, v katerem otrok živi, ni v redu, kar pa otrok običajno dosti bolj natančno zaznava, ker ima nižjo senzorno-motorno amnezijo, kot ima pa starš, in samo starši pol tega ne razumemo in otroka v bistvu poskušamo vzgojiti ali pa zdisciplinirati, da bo okolje, ki se nam zdi v redu kot staršem, v redu tudi njem, čeprav imamo mi lahko zelo popačeno definicijo, kaj je zdravo okolje in kaj ni zdravo okolje. To, da za AIQ-jem se to da postopoma spreminjati in izboljševati in dvig čustvene zrelosti je v takih primerih pri vseh avtoimunskih boleznih zelo primeren korak, da se zmanjša prenos ali pa verjetnost prenosa avtoimunske bolezni na naslednjo generacijo. Hvala lepa.